Na drugem našem delu posveta našega o Gentilejevi šolski reformi ob stoletnici bomo šli naprej, ker nas čaka kar še 6 referatov. Prvi med nami je dr. Salvator Žitko, ki prihaja iz Obale, iz Kopra. Ga poznate kot dolgoletnega zgodovinarja z veliko objavami, direktorja nekdanjega pokrajinskega muzeja Koper, tudi predavatelja, soustanovitelja zgodovinskega društva za Južno Primorsko, iz katerega se je potem razvil inštitut ZRS Koper, pa soustanovitelja revije Anales in tako naprej. Zdaj, ponavadi, ko se dobimo Goričani in Tržačani, obdelujemo vedno Primorsko v naših teh, recimo, tržaško-goriških, goriško-tržaških zadevah. Tokrat posegamo tudi na področje Istre, ker imamo kvalificiranega predavatelja o tem. In profesor Žitko nam bo spregovoril o posledicah Gentilejeve reforme v Istri. Beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej hvala organizatorjem za vabilo. Bilo mi veliko veselje in čast, da tudi sam prispevam en svoj pogled na to obdobje in na problematiko, ki jo danes obravnavamo. Jaz sem sicer dal naslov Odmevi Gentilejeve reforme, ampak bi moral dodati tudi posledice, torej to bo seveda potem v moji objavi. Jaz bi si pravzaprav uvodoma kar takoj postavil eno načelno vprašanje, ker seveda govorimo o Istri. Ali je Gentilejeva šolska reforma, torej iz leta 1923, v Istri naletela zgolj na odpor ali pa tudi na konsenz ali celo na podporo. In bi pač moral odgovoriti, da je naletela na oboje. Pa bom skušal obrazložiti, pojasniti pravzaprav zakaj. Da je naletela na oboje, kaže namreč na značilno, torej etnično in tudi družbeno, politično bipolarnost in razdvojenost tega prostora, ki je dosegla višek že leta 1910, to se pravi še pred Prvo svetovno vojno, torej pod Avstrijo, ob propadlem poskusu nacionalnega kompromisa, ki je Avstriji, na primer, kot vemo, uspel na Moravskem, uspel v Bukovini, bila je prepričana, da jih bo uspel tudi v Istri, vendar se je tu uštela. Poleg tega je pa 1910. leta prenehal z delovanjem Istrski deželni zbor, ki je tista leta zasedal v Kopru. Vemo pa, da je bilo tudi znotraj tržaškega deželnega zbora situacija vse prej kot prijetna, torej in nekako, bi rekel, soglasna. Tako imenovana kompromisna komisija, ki jo je Istrski deželni zbor imenoval 17. septembra leta 1909, naj bi namreč dosegla konsenz zlasti na področju jezikovnega vprašanja oziroma razpravnega jezika na sejah deželnega zbora, kakor tudi pri novi razmejitvi občin na nacionalni podlagi. Ravno te razprave pa so pokazale na nenehno bojazen italijanskega nacionalno-liberalnega tabora, da s tem pravzaprav italijanskemu življu v Istri grozi nacionalni propad, se je šel predlog slovensko-hrvaške poslanske skupine v to smer, da bi imele slovenske nacionalne krajevne občine vsaka svojo župno cerkev, da bi imele vsaka svojo ljudsko šolo in gospodarske organizacije v dotedanjih središčih, pravzaprav krajevnih občin. Torej, slovanske zahteve v bistvu niso prekoračile realnih okvirov in so se konkretizirale
v zahtevi po reorganizaciji ustanov in zavodov, ki so bili dotlej v izključni pristojnosti italijanske strani. Ravno tako je bil za razvoj slovenskega in hrvaškega šolstva v Istri, pa tudi na Tržaškem, eno od pogostih žgočih tem, torej pouk, se pravi, kateri jezik. Pri tem se je močno angažiralo zlasti politično društvo Edinost v Trstu, ki je na zborovanju 12. decembra 1909 sprejelo resolucijo, kjer so slovenske in hrvaške poslance pooblastili, naj pri vladi vložijo zahteve po ustanavljanju slovenskih osnovnih pa tudi srednjih šol, tako v Trstu kot širši okolici. Torej, ustanavljanju slovenskih šol se namreč vztrajno upiral italijanski liberalno-nacionalni tabor, ki je hkrati seveda predstavljal tudi poslansko večino v istrskem deželnem zboru. Torej, seveda je ta tabor v večji izobraženosti nižjih ali pa tudi srednjih slojev zaznal nevarnost za izgubo svojega dominantnega položaja, tako na gospodarskem kot kulturnem področju. Zato so na primer zahteve po ustanovitvi 18 novih šol v tedanjem koprskem okraju pri deželnem šolskem odboru, torej v Poreču, ležale cela leta brez ustreznega odgovora. Avstrijska politika do slovanskega življa pa se vendarle nekoliko spremenila po reformi volilnega sistema oziroma po zmagi slovanskega tabora na državno-zborskih volitvah leta 1907 in po zadnjem štetju prebivalstva leta 1910. Kljub temu, da je bilo, kot vemo, da so bila ta zadnja leta v Avstriji, torej v bistvu ta znameniti Umgangssprache, to se pravi jezik okolja, se pravi lingua d'uso, kot rečemo, oziroma kot so rekli Italijani. Se pravi, da vendarle ta štetja niso dala pravzaprav nekega avtentičnega torej prikaza dejanskega etničnega stanja vseh treh etnij. Ampak kakorkoli, torej tukaj je nedvomno se je pokazal občuten porast števila slovanskega prebivalstva in jasno s tem tudi vplival na volitve, vsaj na državnem nivoju, kajti vemo, da Avstrija do konca pravzaprav monarhije te reforme ni nikoli vpeljala na deželnem nivoju. Poslanec Vjekoslav Spinčič je v Dunajskem parlamentu 12. marca 1912 vložil interpelacijo proti italijanskemu taboru, da pač ta načrtno zadržuje širjenje slovanskega šolstva, ker je končno okrajni šolski svet v Kopru prisililo, da so nekatere osnovne šole vendarle razširili iz dvorazrednih na trirazredne, naprimer v Spodnjih Škofijah, v Lazaretu. Zgrajenih je bilo tudi nekaj novih osnovnih šol, naprimer v Topolovcu, v Pomjanu, Rakitovcu, Borštu pri Marezikah in tako naprej. Toda od vseh načrtovanih so bile v političnem okraju Koper ustanovljene le 4 šole, po uradnih podatkih pa je bilo leta 1913, to se pravi leto dni pred Prvo svetovno vojno, v Istri 35 slovenskih šol s 76 učitelji oziroma učiteljicami, učenk in učencev pa je bilo 5770. Deželni odbor je sprejel tudi sklep, da se v letu 1914 ustanovi osnovna šola še v Svetem Petru, v Sočergi, v Podpeči. Prišlo je tudi do pobud za odprtje šol v Babičih, na Tinjanu,
v Prešnici in še kje drugje. Hujši problemi pa so nastali ob predlogu, da se slovenska šola ustanovi tudi v Kopru. Kajti ta šola ne bi postala po mnenju tedanjega občinskega sveta nekoristno breme in žalitev za nacionalno pravo in čustva italijanskega življa. V Kopru je namreč po razpustu trojezičnega učiteljišča leta 1909, vemo, da je slovenski oddelek bil premeščen v Gorico, hrvaški v Kastov, italijanski je ostal v Kopru do leta 1923, torej obstajala zgolj Ciril-metodijska šola, najbližja javna ljudska šola s slovenskim jezikom pa je delovala v Pradah. Toda vloga z dne 10. oktobra 1911 leta kaže, da je bilo stališče občinskega sveta iztrte zvito, saj so v vlogi, torej, ker je bilo 64 podpisnikov, opozorili, da v Kopru živi najmanj 1000 Slovencev in Hrvatov in da je okolica povsem slovenska, a je kljub temu tu dvojno šolsko okrožje. Naprimer, v Lazaretu je šola z nekaj slovenskimi, a tudi 2 italijanskimi razredoma. Bliže samemu mestu pa ni nobene šole, zato morajo otroci obiskovati mestno šolo, kjer pa je učni jezik zgolj italijanski. Vse slovenske družine so bile torej tako v okolici kot samem mestu primorane, da otroke pošiljajo v italijanske šole, kjer pa slovenskim otrokom ni bilo zagotovljeno kako posebno napredovanje. V letu 1011 se je zato slovensko prebivalstvo pomislilo zasebno šolo, v katero se je vpisalo 72 otrok, a ker ni bilo zagotovljenega financiranja, jih je v šolskem letu 11-12 ostalo le še 49, učno pomoč pa je plačevala družba svetega Cirila in Metoda za Istro. V letih 1911-13 so bile odprte tudi enorazredne ljudske šole v Ricmanjih, v Dolini, v Truškah, v Predloki, vendar se je z ustanavljanjem novih šol zmanjševalo število podružničnih in pomožnih šol. Odnos italijanskih šolskih oblasti do slovenske šole pa se kaže tudi v disciplinskih postopkih, v premestitvah, v plačah, podobno. Različen je bil tudi odnos na slovenskih šolah do italijanskega jezika. Tako je na primer občinski svet v Marezikah, ki ga je vodil župan Matej Kocijančič, zaveden Slovenec, na seji 19. decembra 1920 sprejel sklep, da se na dvorazredni ljudski šoli s slovenskim učnim jezikom odpravi italijanščina kot predmet. Po seznamu iz leta 1914 so poučevali italijanščino le na slovenskih šolah, na primer v Kortah nad Izolo, na šolski ekspozituri v Plavjah, v Marezigah, Šmarjah, Truškah, Movražu, Borštu in Rakitovcu ter Svetem Antonu pa italijanščine čisto preprosto niso poučevali. Se pravi, da je bil odnos do italijanskega jezika kot učnega jezika zelo različen. Se pravi, na podeželju v glavnem odklonilen. Edina si je torej v času pred Prvo svetovno vojno nenehno zaostrovala boj za slovensko šolo in v resoluciji z dne 24. maja leta 2014 pozvala v boj za nove šole, za izboljšanje kmetijskega pouka, za stanovsko solidarnost in tako naprej. Zanimivo, da je kljub vojnim razmeram bilo do 1. maja leta 2017 v Istri ustanovljenih še nekaj novih slovenskih in hrvaških šol, a ker je primanjkovalo šolskih prostorov in učiteljskega kadra, niso mogli v celoti zaživeti ali pa so nekatere šole preprosto zaprli. Po podatkih Virgilija Ščeka naj bi na območju političnega okraja Koper delovalo kar 57 slovenskih šol s 96 učitelji v močno oporo proti delovanju Legije Nacionale, so po letu 1893 predstavljali zlasti družbe svetega Cirila in Metoda, katerih cilj je bil med drugim seveda podpora in pospeševanje hrvatskega in slovenskega šolstva v Istri na katoliško-narodni podlagi.
Družba je tako ustanavljala in vzdrževala stalne in občasne šole s hrvaškim in slovenskim jezikom, nastavljala učitelje, delila podpore, nagrade, izdajala šolske knjige, učbenike, ustanavljala potujoče knjižnice in podobno. Na letnem občnem zboru v Trstu 22. septembra leta 2012 so ugotovili, da deluje na območju avstrijskega Primorja 110 podružnic s 17.000 člani. Najbolj delovne in aktivne pa so bile podružnice v Trstu in na istrskem podeželju, seveda pa se niso mogli nikoli meriti z materialnimi možnostmi Lege Nacionale, ki je dobivala, kot vemo, nenehno podporo istrske deželne vlade, ki je bila v rokah nacionalno-liberalnega tabora in pa seveda društva Dante Alighieri iz Italije. Z izbruhom Prve svetovne vojne je Avstrija razpustila istrski deželni zbor in odbor. Njegove naloge je prevzela deželna upravna komisija za Istro, z delom pa so nadaljevali deželni šolski sveti, pa tudi okrajni in občinski šolski sveti. Pred Prvo svetovno vojno lahko poleg tega sledimo dejavnosti mnogih prosvetnih društev, naprimer Slovenskemu učiteljskemu društvu za koprski okraj, ki se je osnovalo že leta 1881 in se je kmalu včlanilo v Zvezo slovenskih učiteljskih društev s sedežem v Ljubljani. Na območju severne Istre pa je svoje dejavnostjo posegalo tudi Katoliško društvo slovenskih učiteljev na Primorskem, ustanovljeno leta 1900, ki pa je bilo ukinjeno že leta 1910. Po drugi strani so tudi italijanski učitelji ob nenehnih prizadevanjih Lege Nacionale po širjenju italijanskih šol na povsem slovenskih šolskih okoliših ustanavljali svoje strokovne organizacije. Tako je leta 1905. Federacija italijanskih učiteljev oziroma Federazione Regionale degli Insegnanti Italiani, ki so si zadali za nalogo povezati vse italijanske učne moči v avstrijskem Primorju. Na izrednem zborovanju Zveze italijanskih učiteljev oziroma Lega degli Insegnanti Italiani, ki je potekala 5. decembra leta 2012, je Ferdinando Passini v navzočnosti 1200 italijanskih učiteljev napadel avstrijsko vlado, ji očital kršenje državnega temeljnega zakona in najavil boj na nož proti avstrijski vladi in Slovanom. V sprejeti resoluciji pa so izrazili protest proti ustanavljanju slovenskih šol v Trstu oziroma na širšem območju avstrijskega Primorja. Kot rečeno, je Lega Nacionale od svoje ustanovitve leta 1890, kot vemo, je nasledila organizacijo oziroma društvo Pro Patria, ki je avstrijska policija torej ukinila. Težko pa razumemo, kako je pod istimi pogoji potem dovolila delovanje Lege Nacionale. Pač je Lega Nacionale ustanavljala v naslednjih letih svoje podružnice v Kopru, Izoli, Piranu in drugod, žal pa tudi v nekaterih vaseh istrskega zaledja, naprimer Kakavčah, Novi vasi, Pomjanu, Gažonu, Srgačih in tako naprej. Torej, čeprav je Lega Nacionale razpolagala z znatnimi sredstvi, seveda tudi z premoženjem, čisto preprosto, torej, seveda je vedno znova postavljala avstrijski sistem, torej, oziroma izvajala pritisk, torej, da je čisto preprosto avstrijski režim dolžen, da ji zagotavlja za njeno delovanje vedno več sredstev. Torej, avstrijske oblasti so na istrskih tleh, na Tržaškem, do konca Prve svetovne vojne zadrževale prepotreben razvoj slovenskega šolstva, omogočile in celo podpirale razvoj italijanskega, tako da je prvak slovenskega liberalnega tabora na zborovanju v Trstu 11. oktobra 1912 Otakar Ribež
torej dejal, Avstrija ima za naše šolske razmere in potrebe dvojna merila. Zanjo je šolsko vprašanje vprašanje politike in nacionalne pripadnosti, ne pa kulture in nacionalne zavesti. V Avstriji ne odločajo potrebe, temveč politična moč. Saj nekateri v Avstriji dobijo šole, čeprav jih ne potrebujejo. V Avstriji je v navadi kravja kupčija in narodi se morajo boriti za vsako novo koncesijo. Torej, po prvi svetovni vojni, po italijanski zasedbi Primorske, je v bistvu že pred prihodom fašizma na oblast leta 1922 italijanska oblast, ki seveda je jasno, da ni hotela, ne samo da ni zmogla ali znala, ni hotela upoštevati etnične, jezikovne in kulturne posebnosti novih pokrajin, vključno z Istro, ter dokaj hitro zavzela torej ostre ukrepe proti slovenski in hrvaški manjšini, ki pa je, kot vemo, štela okrog 550.000 Slovencev in Hrvatov, tega okrog 330.000 Slovencev. Torej, in seveda je zlasti v slovenskih šolah videla veliko nevarnost, potencialno možnost, da se izrodijo te šole v protiitalijanska žarišča odpora in seveda zato zavzela tudi zelo negativen odnos in rigorozen in seveda skrajno subjektiven odnos do učiteljskega, slovenskega in hrvaškega učiteljskega kadra. No in pač tukaj je popolnoma jasno, da je z vsemi ukrepi že pred letom 22, se pravi v teh 4 letih, ko je italijanski sistem, ki je v bistvu vendarle na nek način zakonit, napravil vse, kar je mogel, da je tlakoval pot in omogočil seveda tudi Giovanniu Gentiliju, ki je, kot vemo, leta 1923 kot minister za šolstvo začel izvajati svoje reforme, torej da je dejansko tukaj, bi rekel, na čisto preprost način uveljavil ali pa še bolje rečeno dokončal, zaključil torej tisto delo, ki se v bistvu, ki mu lahko sledimo res že z delovanjem Lege Nacionale pred prvo svetovno vojno, zlasti seveda z delovanjem italijanskih oblasti pred prihodom fašizma na oblast, se pravi, da je dejansko to, po mojem mnenju, neka tretja faza ali zaključna faza tistih prizadevanj, torej, ki je, kot vidimo, dejansko uspela oziroma ki je na nek način lahko relativno mirno, čeprav je naletela na odpor, prav gotovo, ampak vendarle uspela udejanjiti vse to, kar je navsezadnje prisotno tudi v miselnosti srednjega italijanskega sloja, tudi med intelektualci žal, torej kar sledimo tudi v italijanski literaturi, ko je nenehno govora, torej že tekom 19. stoletja o tako imenovani italianità delle terre redente oziroma italianità dell'Istria. Se pravi, ta italijanski značaj praktično se zdaj udejanji tudi preko šolske reforme, ne da bi se Italija zavedala, da je s tem sama sebi pravzaprav napravila medvedjo uslugo in je to, kot bomo videli kasneje, seveda, verjetno v kakšnih drugih referatih, tudi dolgoročno pomenilo izgubo Istre oziroma Julijske krajine za italijansko državo. Hvala za vašo pozornost. Dr. Salvator Žitko, najlepša hvala za vaš referat. Verjamem, da ga bomo brali tudi v širši zasnovi ob objavi. Vabim že naslednjega referenta, torej drugega v našem drugem panelu,
smo še niti na polovici vseh. Dr. Matic Batič, naš sodelavec, zgodovinar iz Vipavske doline, Ajdovec, sodelavec Študijskega centra za narodno spravo, strokovnjak za fašizem, doktoriral je iz dejansko fašistične arhitekture, če nekoliko historično strokovno se poskušamo izraziti. Drugače nam bo predstavil fašizacijo skozi arhitekturo na Primorskem, torej šolskih stavb. To je proučil in to nam bo zdaj predstavil. Matic, beseda je tvoja, prosim za eksaktnih 20 minut. Hvala Renata, hvala lepa za to predstavitev, hvala lepa za besedo. Torej, moj današnji referat obravnava nekoliko specifičen vidik šolstva v času italijanske oblasti. To je ideološko sporočilo stavb, v katerih je potekal sam šolski pouk. Lahko rečemo, da ta problematika za razliko od številnih ostalih vidikov italijanskega šolstva še ni bila deležna neke obsežnejše znanstvene obravnave. Tako da lahko ugotovim, da čeprav obstaja množica študij, ki ugotavljajo izrazito ideologizacijo šolstva v času italijanske oblasti, bi lahko iz dosedanjih študij na nek način dobili vtis, da prostorih, v katerih je sam šolski pouk potekal, pri tem v bistvu niso imeli neke večje vloge. Kot ugotavljajo številne novejše kulturno-zgodovinske oziroma kulturološke študije, okolje v človeški družbi pač ni zgolj fizični okvir, v katerem se odvija dogajanje, saj človek prostoru nenehno dodeljuje sekundarne pomene oziroma ga dodatno osmišlja. Namen mojega današnjega referata je torej pokazati različne vidike te ideološke zaznamovanosti italijanskih šolskih stavb oziroma načine, kako se je ta vzpostavljala. Na začetku pa je potrebno poudariti, da ideološka zaznamovanost šolstva oziroma šolskih stavb sama po sebi gotovo ni predstavljala tukaj nekega unikuma oziroma neke posebnosti, če govorimo o italijanskem šolstvu na Primorskem. Obsežnejša predstavitev tega problema bi seveda presegla okvire te razprave, opozorim lahko vsaj na to, da je bil moderni šolski sistem, kot se je začel razvijati od 18. stoletja dalje, od vsega začetka tesno povezan tudi z vzpostavljanjem moderne države. Proces šolanja je tako po eni strani seveda odgovarjal novim zahtevam čedalje kompleksnejših človeških družb, po drugi strani pa je bil seveda povezan tudi s procesom vzgoje otrok v dobre državljane. Če upoštevamo torej povezanost šolanja s širjenjem državnega nadzora in konec koncev tudi prenosov postulatov vladajoče družbene ideologije, lahko šolske stavbe vsekakor razumemo kot bolj ali manj simbolno nabito okolje. Kakšna pa je bila konkretna vsebina te zaznamovanosti, pa je bilo seveda na to odvisno od specifičnih lokalnih razmer. Če mogoče to konkretno poenostavim, lahko omenim na primer Francije v drugi polovici 19. stoletja, ki so jo, kot verjetno veste, zaznamovali zelo ostri spopadi, tako katoliško-sekularni, kot tudi monarhično-republikanski. In v teh razmerah, kot ugotavljajo številne študije, seveda prisotnost republikanskih, se pravi državnih šol, v nekaterih konzervativno-katoliških regijah vsekakor predstavljala izjemno sporno oziroma nekaj spornega. In sicer, lahko bi rekli, neko srednji steber teh sekularno-republikanskih idej, ne le fizično, temveč tudi simbolno. Če se premaknemo potem na ozemlje Habsburške monarhije, lahko gotovimo, da je bila tukaj ta simbolna dimenzija šolskih prostorov povezana predvsem z nacionalnim vprašanjem, še posebej v narodnostno mešanih okoljih oziroma deželah, kamor je seveda spadalo tudi avstrijsko Primorje. Tu je bil boj za uveljavitev posameznih narodnih skupnosti, obenem tudi boj za vzpostavitev lastnih šol oziroma lastnega šolskega pouka, kot smo obsežno slišali tudi v tem prejšnjem referatu. Kot vidimo, se torej idejna sporočilnost šolskih stavb spreminja skladno s prostorom in časom. Vzpostavlja se torej v širšem politično-kulturnem kontekstu glede na prisotne družbene konflikte oziroma različne vizije družbenega razvoja. V konkretnem primeru je torej sporočilnost italijanskih šol za Rapalsko mejo razumljiva, upoštevajoč njihovo tedanjo funkcionalnost, se pravi po domače povedano njihovo italianizacijsko vlogo. Sekundarno pa moramo upoštevati tudi arhitekturne značilnosti samih šol oziroma samih stavb, njihova poimenovanja, prisotnost različnih političnih simbolov in tako dalje. V nadaljevanju bom seveda na kratko predstavil obe dimenziji,
z večjim poudarkom na tej slednji, saj o tej splošni funkcionalnosti italijanskega šolstva v bistvu že veliko vemo, oziroma je bilo veliko povedanega tudi v dosedanjih referatih. Še preden pa se posvetim temu vprašanju, se mi zdi smiselno začeti s kratko predstavitvijo značilnosti gradnje šol v času med obema svetovnima vojnama. Glede tega lahko vsekakor ugotovim, da so italijanske oblasti gradnji šol posvečale sorazmerno veliko pozornosti in za ta namen konec koncev zagotovile tudi kar nekaj sredstev. Pri tem je treba najprej omeniti saniranje vojne škode. Kot si lahko predstavljate, je bilo predvsem v krajih v bližini nekdanje frontne črte stanje šolskega fonda oziroma stavbnega fonda izjemno slabo, številne šole so bile težko poškodovane ali celo popolnoma uničene. Za obnovo, se pravi obnovo v celoti govorim, je italijanska država namenila približno 3 milijarde lir. Od tega je šlo 453 milijonov za javne zgradbe, kamor so sodile tudi šole. Po obdobju obnove je nato nastopila druga faza, se pravi gradnja novih šol. Glede na podatke italijanskega ministrstva za javna dela, zadnje podatke sem uspel pridobiti za vključno leto 1938, je na področju Julijske krajine za izgradnjo novih šol bilo porabljenih 90 milijonov lir, s katerim je bilo nato zgrajenih 451 novih osnovnih in srednjih šol z več kot 1600 učilnicami. Obsežna vlaganja so bila nujna, saj je bilo stanje osnovnošolskih stavb marsikje zelo slabe. Manj znano dejstvo pa je, da v številnih vaseh šole sploh niso delovale v lastnih stavbah, temveč so morale najemati prostore, se pravi posamezne sobe, pri zasebnikih. Kot primer lahko recimo navedem poročilo šolskega inšpektorja za občino Kobarid, ki je leta 1929 poročal, da v kobariški občini deluje 12 šol, toda od tega jih je le 6 razpolagalo z lastnimi poslopi. Skratka, občina je bila nato prisiljena vzeti v zakup oziroma najem sobe pri zasebnikih, ki pa so bile označene kot večinoma neprimerne za uspešen šolski pouk. Na tej podlagi si lahko zdaj ogledamo samo ideološko sporočilnost teh stavb. Kot sem že izpostavil, se ta vzpostavlja tako preko funkcionalnosti tedanjega šolstva, kot tudi specifičnih arhitekturnih in drugih lastnosti. Kar zadeva prvi vidik, bom zelo kratek, izpostavil bi mogoče samo 2 stvari. Najprej ta, da so italijanske oblasti, kot smo danes že slišali, ves čas, se pravi že med samo vojno, posegale na področje šolstva z namenom prevzgoje tu živečih otrok. Do tektonskih sprememb pa je res prišlo šele po nastopu Mussolinijeve vlade jeseni 1922. Kot temeljni korak je poleg že omenjene Gentilijeve reforme vsekakor potrebno izpostaviti tudi ukinitev lokalne samouprave na tem področju, o čemer smo danes tudi že slišali. Drug pomemben vidik, ki ga je potrebno izpostaviti, pa je ta, da se po vzpostavitvi fašističnega režima šolski pouk čedalje tesneje povezuje s fašistično ideologijo oziroma fašistično vzgojo, ki je, kot vemo, stremela k nekakšni antropološki revoluciji oziroma preobrazbi tedanjega prebivalstva v fašističnem duhu. Skladno s tem so bile fašistične mladinske organizacije tesno povezane s šolskim poukom. Kasneje so bili z vpisom v šolo otroci avtomatsko vpisani tudi v fašistično mladinsko organizacijo, pač glede na starost. Starši so otroke načeloma sicer smeli izpisati, ali lahko si predstavljamo, da se marsikdo zaradi strahu pred posledicami za kaj takega ni odločil. Tako da je bilo v letih pred začetkom druge svetovne vojne, kot nam v bistvu poroča uradna statistika, velika večina šoloobveznih otrok vključenih v katero od fašističnih mladinskih organizacij. Na ta način je šolski sistem seveda postal eden od osrednjih instrumentov fašistične politike na tako imenovanih odrešenih ozemljih, kot so temu rekli, ki si je seveda po eni strani prizadevala za izbris Slovencev v etničnem smislu, obenem za njihovo prevzgojo v fašističnem duhu. Lahko si predstavljamo, da je vse to seveda vplivalo na dojemanje šolstva kot takega in tudi posameznih šolskih stavb v obeh nacionalnih taborih. Za Slovence so šolske stavbe seveda kmalu postale središče italinizacije, kar je slovenski tisk ugotavljal v bistvu že v zgodnjih 20 letih. Za italijanske nacionaliste in fašiste pa so bile šole nasprotno seveda kraj širjenja italijanske kulture in civilizacije, kjer naj bi se dokončala tako imenovana osvoboditev Julijske krajine, kot so temu rekli. Poglejmo si zdaj podrobneje drug vidik, se pravi arhitekturne in druge lastnosti stavbnega fonda, ki so imele ideološko sporočilnost.
Pri tem se mi zdi smiselno najprej izpostaviti, da italijanske oblasti za gradnjo šol niso zagotovile le sredstev, temveč so za gradnjo predpisale tudi zelo natančne normative, ki jih je leta 1925 izdalo Ministrstvo za šolstvo. Z vidika vpliva šolskih poslopij na kulturno krajino in posledično tudi na njihovo simbolično sporočilnost je bilo gotovo velikega pomena, da so normativi predpisovali, da morajo nove stavbe stati zunaj vaških jeder, se pravi nekoliko na samem. Taka postavitev je seveda služila praktičnim namenom, vendar pa so na ta način nove šole seveda obenem zavzemale dominanten položaj v prostoru, kar je poudarjalo suverenost italijanske države na tem ozemlju, oziroma lahko bi rekli oblikovalo tudi nekakšen nov simbolni red v lokalni kulturni krajini. V tem kontekstu je smiselno izpostaviti tudi arhitekturo nekaterih šolskih stavb iz tega časa. Pri stavbah, posebej pri stavbah zgrajenih v 30 letih, lahko opazimo namreč močne vplive sočasne italijanske moderne oziroma modernistične arhitekture, ki seveda v tem okolju prej absolutno ni bila prisotna. Na Goriškem arhitekturno najbolj izstopata šoli v Zaloščah in še bolj šola na Brjah v Vipavski dolini, ki jasno izkazujeta arhitekturni vpliv tedanjega italijanskega racionalizma. Obe šolski stavbi v tem okolju vsekakor izstopata, lahko bi rekli, da delujeta kot nekakšen tujek. Upoštevajoč režimsko propagando o Italiji kot prinašalki napredka in civilizacije, lahko te moderne stavbe v podeželskem okolju vsekakor povežemo z italianizacijskimi prizadevanji. Obenem lahko sklepamo, da so bile take stavbe tudi slovenske strani razumljene kot nekaj tujega, pri čemer njihove drugačnosti verjetno ni bilo posebej težko povezati s širšimi italianizacijskimi prizadevanji. Glede na to, da imamo zapise, ki so celo modernizacijo hišnega fonda v okviru italijanske obnove povezovali s tem procesom italianizacije oziroma potujčevanja, lahko na to zelo verjetno sklepamo, čeprav zaenkrat jasnih pisnih dokazov o tem še nisem našel. Še veliko očitnejši ideološki naboj pa so predstavljala nova imena šol. Za razliko od avstrijskega obdobja je namreč v času Italije velika večina šol bila poimenovanih, in sicer so dobila imena različnih pomembnih italijanskih osebnosti, članov tedanjega kulturnega kanona in tako dalje. Vseh imen na tem mestu seveda ne morem predstavljati, kot primer pa bi rad nekoliko podrobneje predstavil poimenovanja šol v didaktičnih ravnateljstvih Idrija in Bovec, ki sem jih našel za šolsko leto 1929. Iz obeh tabel vidimo, se pravi tukaj najprej šolsko ravnateljstvo Idrija, potem pa še šolsko ravnateljstvo Bovec, da je različna imena nosila večina šol, ta imena pa lahko razdelimo v več kategorij. Kot prvo kategorijo, posebej pogosto ponavljajočih se imen, so seveda tukaj člani italijanskega kulturnega kanona, kot so na primer Dante Alighieri, Giuseppe Verdi in Edmondo de Amicis. Njim sorodne so osebe, ki so veljale nekako zgodovinsko gledano za velike Italijane, kot sta na primer, vidimo tukaj, Julija Cezarja ali pa Krištofa Kolumba, po katerem je bila recimo poimenovana šola na Vojskem. Zadnjo večjo skupino pa predstavljajo italijanski redentisti, ki so izgubili življenje med Prvo svetovno vojno, kot so na primer vidimo Nazario Sauro, Francesco Rismondo in Cesare Battisti. Vsem tem imenovanjem pa je skupno, da nimajo popolnoma nič skupnega s kraji, v katerih so po teh osebah šole dejansko poimenovali. Še več, za veliko večino ljudi ne bi mogli reči, da imajo tudi karkoli skupnega s primorsko zgodovino oziroma to regijo kot celoto. Ta poimenovanje lahko tako razumemo tudi kot poskus izbrisa lokalne identitete tega prostora in njegove popolne stopitve v kulturi tedanjega italijanskega nacionalizma. Zanimivo je, da so v nekaterih šolah Italijani poimenovali tudi šolske avle oziroma posamezne učilnice. Prve take primere sem zasledil po začetku vojne v Etiopiji leta 1936, ko je v začetku marca tega leta didaktični ravnatelj v Idriji predlagal šolskemu inšpektorju v Tolminu, naj bi avli šol na Ledinah oziroma na Vojskem poimenovali po 3 vojakih iz lokalnega okolja, ki so padli v bojih v Afriki. Odločitev za ta poimenovanja seveda nek način predstavlja odgovor na novo okoliščino, to je začetek vojne v Etiopiji, obenem pa so padli prebivalci iz lokalnega okolja predstavljali dobro možnost za razvoj režimske propagande med domačini, ki so jo oblasti očitno želele zelo hitro
izkoristiti. Ustavimo se še pri opremi šolskih prostorov. Kot si lahko predstavljamo, se je s prehodom v nov državni sistem se je začel spreminjati tudi videz šolskih prostorov, ki je bil prav tako usmerjen k italijanizaciji oziroma vzgoji učencev v fašističnem duhu. Simboli prejšnje države in dinastije, kot so bili na primer portreti cesarja Franca Jožefa, so seveda morali stran, nadomestili pa so jih portreti italijanskega kralja in tudi italijanske zastave. Po vzponu fašizma pa kmalu tudi portreti dučeja Benita Mussolinija. Nekatere šole so zanimivo, poleg tega kupile tudi portrete ostalih članov kraljeve družine, kot nam razkriva zelo zanimivo poročilo o nakupu šolske opreme, ki ga je leta 1936 izvedla občina Idrija. Poročilo torej razkriva zelo zanimiv vpogled v opremo šolskih učilnic v zadnjem obdobju obstoja režima. Poleg že omenjenih portretov Mussolinija in italijanskega kralja Viktorja Emanuela naj bi v šolah visele tudi upodobitve kraljice Elene in kronskega princa Umberta. Občina pa je kupila tudi več upodobitev grobnice neznanega vojaka v Rimu. Skratka, z izgled učilnice je bila torej značilna množica režimskih in državnih simbolov, ki so skupaj s poimenovanji šol izražali jasno vizijo italijanskega nacionalizma, tesno spojenega s fašistično ideologijo. Ideološko nabit del šolskih prostorov so predstavljali tudi spominske in posvetilne plošče, ki so jih italijanske oblasti postavile v številnih šolah, čemur lahko sledimo od samega začetka italijanske oblasti. V novozgrajeni šoli v Bovcu je tako na primer bil ob koncu gradnje postavljen posvetilni napis s sledečo vsebino. Iz vojnih razvalin, napojenih z italijansko krvjo, je ostala ta šola večja in lepša v letu Danteja, 1921. Zakaj se omenja to leto kot leto Danteja? To je bila 600. obletnica Dantejeve smrti, ki so jo v Italiji takrat zelo, kako bi rekel, razkošno praznovali, v kar so bile aktivno vključene tudi šole, recimo učenci so dobili naloge, da pripravljajo spise o Danteju in tako dalje in tako dalje. Ja. Brez dvoma so bile po šolah na Primorskem postavljene številne podobne plošče, a se je spomin nanje po njihovi odstranitvi v glavnem izgubil, saj so bile po kapitulaciji Italije te plošče seveda odstranjene in uničene. Komu vse so torej bile postavljene, danes težko v celoti rekonstruirati. Ne glede na to pa nekaj konkretnih primerov vsekakor poznamo. Glede na množično udeležbo vseh najvišjih pokrajinskih funkcionarjev je po tem simbolnem pomenu gotovo izstopala spominska plošča na šoli v Vrhpolju, ki je bila postavljena v spomin na ubitega učitelja Francesca Sottosantija. O njegovem atentatu na Sottosantija smo danes nekaj že slišali, tako da tega zdaj ne bi obnavljal. Je pa manj znano dejstvo, da se je po njegovem umoru pokrajinsko vodstvo ONB, se pravi Opere Nacionale Balilla, odločilo, da bodo v Sottosantijev spomin v Vrhpoljah postavili spominsko ploščo, ki je bila na to 19. aprila 1931 zelo slovesno odkrita v prisotnosti vseh najvišjih pokrajinskih, državnih in režimskih predstavnikov. Na plošči je bil torej vklesan ta napis, ki ga vidite na prosojnici, ki je poudarjal njegovo vlogo kot nekakšnega fašističnega vzgojitelja. Kakšna je bila na to usoda te plošče? O njej sem dejansko našel zanimivo arhivsko gradivo in sicer iz njega izhaja, da je bila uničena že v bistvu kmalu po kapitulaciji Italije, torej še med samo vojno. Torej, če počasi sklenem, lahko izpostavim nekaj ugotovitev. Najprej bi začel s tem, da so italijanske oblasti razvoju šolskega stavbnega fonda na Primorskem posvečale precej pozornosti in konec koncev v ta namen tudi zagotovile kar nekaj sredstev. Tako da so bile v tem času zgrajene številne šole, skupaj, kot smo rekli, 451. Slednje predstavljajo enega od primerov dolgoročne dediščine italijanske oblasti, saj so ostale v uporabi še dolgo po koncu italijanske oblasti oziroma druge svetovne vojne. Očitno je torej bila ta ideološka zaznamovanost šolskih poslopij nekoliko bolj krhka kot pri nekaterih drugih nosilcih italijanizacije prostora, ki so bili v tem času odstranjeni oziroma uničeni. Po zlomu italijanske oblasti so bile v šolah odstranjeni zgolj tisti elementi, ki so neposredno spominjali na prejšnji režim, kot so bile na primer že omenjena imena šol, posvetilni napisi in drugi režimski simboli. Seveda so se tudi značilnosti šolskega pouka in njegov namen popolnoma spremenili.
Nekdanja sporočilnost šol je s tem nekako sama od sebe utonila v pozabo. Niso pa seveda izginili vsi zgodovinski viri, tako da lahko zgodovinarji danes precej natančno rekonstruiramo tudi ta vidik italijanskega šolstva in na ta način seveda pripomoremo k celovitejšemu poznavanju te tematike, s tem pa tudi k globljemu poznavanju zgodovine tega prostora. Hvala lepa za pozornost. Hvala kolegu Maticu za ta zanimiv referat. Ni bilo predolgo. Ne, držal si se točno, skoraj do minute. Bilo je zanimivo, bilo je z empatijo predstavljeno, to je dodana vrednost in smo počasi zaključili to recimo Gentilijevo obdobje, pa počasi gremo na posledice. Ne? Vabim naslednjega referenta, profesora Milana Pahorja, da nam predstavi svoj referat, smo že kaj čez polovico. Zdaj pa smo že v letu 43, kar izvolite, in bomo poslušali, kako se je ta sistem, ki ga je postavila država z Gentilijem na čelu, počasi razgrajeval. Torej, profesor Milan Pahor, ga poznate, tržaški rojak, dolgoletni zgodovinar, dolgoletni ravnatelj Narodne in študijske knjižnice, veliko pisal, sodeloval na raznih simpozijih. Danes smo ga poprosili in predstavil nam bo razvoj partizanskega šolstva na obravnavanem območju po seveda propadu Italije s poudarkom na tržaškem območju, ker avtor pač je Trzočan. Torej, profesor Pahor, beseda je vaša. Prosim, da se držite 20 postavljenih minut. Hvala lepa. Ja, to bo težko, ma. Upam, da mi bo uspelo. Renato skrbel. Ja, mislim, mi bo opozarjal in ga bom skušal držati. Glede zaradi tega, ker sem se zavedal, da sem predolg na to, se poznam preveč dobro in zato sem malo spremenil tudi, recimo, pristop. Tako da ne bo cela zgodba, ma bojo utrinki, poudarki na določenih momentih, ker zgodba bi bila predolga za 20 minut. Torej, da gremo takoj v srce razprave. Sestava predmetov na partizanski osnovni šoli se je seveda naslanjala v glavnem na sistem, ki je bil v veljavi na osnovni šoli v tedanji Sloveniji oziroma Jugoslaviji, Kraljevi. Torej, v bistvu, model je bilo osnovno šolstvo Kraljevine. To je bila tudi teoretično izhodišče. V praksi na terenu v posameznih šolah je bilo potem odvisno od okoliščin, kako je lahko delovala partizanska šola. Sproti se je bilo treba prilagajati okoliščinam in trenutni situaciji. Na vsak način sestava predmetov po razredih je bila dovolj jasno začrtana. V vseh razredih je bil prisoten verouk z 2 urama v vseh razredih. Torej, v vsakem razredu so morale biti 2 ure verouka. V prvem razredu so bile še samostojni predmeti, slovenščina, računstvo, petje in telovadba. V drugem razredu so se pridružili še pisanje in lepopisje. V tretjem razredu je prišlo še domoznanstvo, prirodopis in ročno delo. V višjih razredih, torej 4., 5. razred, sta domoznanstvo nadomestili zgodovina in zemljepis, pridružila sta se še gospodarstvo in zdravstvo. Število ur je nihalo, odvisno seveda od situacije, od 20 recimo do 30 ur na teden. Nesmiselno bi bilo reči, da je bilo seveda v teh razmerah vsem predmetom namenjena enaka pozornost, kar seveda ne drži. Poglavitna predmeta pa sta bila 2. In ena je bil slovenski jezik in drugi je bil računstvo. To je bila podlaga.
Še nekaj je treba povedati, da se razume razvoj šolstva, poleg tega, da je partizanska oblast ustanovila partizansko šolo po 20 letih fašističnega režima, ki je razsul slovensko šolo, je bilo tudi to, zdaj govorimo seveda o kapitulaciji Italije in smo na Primorskem, ne? Medtem ko uradno partizanska šola je nastala spomladi leta 1942 v osrednji Sloveniji, torej v tistih okupiranih področjih strani Italije, ne, torej Dolenjska, Notranjska, Bela krajina, ampak je ostala samo tam v letu 1942. Potem se je razširila tudi drugod. Nas zanima predvsem Primorska in Tržaška v tem primeru in zato govorimo od jeseni 1943 dalje, do osvoboditve, torej do maja 1945 in sicer to. 25. julija je propadel fašistični režim, 8. septembra je bila kapitulacija Italije, s tem, da se je razrušil sistem in je potem kapitulirala tudi vojska, se je v naših krajih, ne govorimo o ostali Italiji, govorimo o Primorski, razsul dobesedno celotni državni sistem. Razen v velikih mestih, v Trstu, Tržiču, Gorici, ostalo, so obdržali pozicije, na podeželju v bistvu so zginile občinske uprave, je zginila šola, so zginili uradi, je zginilo vse, ker tisto prebivalstvo je bilo večinsko slovensko, kdor je bil v manjšini, so bili Italijani, ki so bili priseljeni, so bili funkcionarji, so imeli odgovornosti, so hoteli domov. Torej, dežela se je izpraznila in če še na to damo, da po 8. septembru je prišlo do vseljudske ustaje naših ljudi na Primorskem proti fašističnemu režimu, proti Italiji, proti vojni, je bilo to kompletno. Torej, v bistvu v tem kontekstu ni več obstajala italijanska šola. Torej, Italija je uspela samo v velikih mestih, kot je bil recimo zdaj tukaj Trst, Tržič, Gorica, ohraniti svoj šolski sistem. Na podeželju ni bilo nobene šole. To je bilo eno. Drugo je to, da je v sklopu narodno-osvobodilnega boja, ki je to povzročilo oziroma se odločilo zelo jasno, da hoče vzpostaviti slovensko osnovno šolo, da se razumemo, da govorimo o slovenski osnovni šoli, je hotela zajeti vse pokrajine. Jaz danes ne bom govoril o vseh pokrajine, govorim o osrednji Primorski oziroma Primorski kot celoti in s nekaterimi poudarki glede Tržaške. Zato so bili poskusi, kar je zanimivo, zelo malo znano, da so bili poskusi, da se ustanovi tudi slovensko ali dvojezično šolo v Benečiji. Imamo podatke, da so spomladi leta 1945 zaživeli malo časa tudi dve šoli v Benečiji. Kar je bolj kot da je zaživela šola, je bil poudarek, da Benečija spada v slovensko etnično ozemlje in da je del Primorske. Še en element sem rekel, da bojo bolj utrinki in poudarki. Si upam reči, ko sem delal to raziskavo o partizanskem šolstvu na Tržaškem, prišel do ene ugotovitve. In sicer slovenske partizanske osnovne šole pri nas ne bi moglo biti brez žene, brez ženske. Žena je bila poleg aktivistov, poleg oblasti, poleg vojske, tisti odločilni moment. Žena je bila aktivistka, je bila lahko kurirka, je bila celo lahko učiteljica, ma predvsem je bila mama. In brez dovoljenja mame otroci niso šli v nobeno šolo, razen tisto, ki je pokazala in rekla, tja, to je naša šola, tja lahko gre moj otrok. Tako da je tukaj izreden pomen prav res na vlogi žene v sklopu narodno-osvobodilnega boja, še posebno izpostavljena prav za področje šolstva.
kako velika je bila ta dimenzija. Res velika. Jaz sem se tudi sam presenetil, ko sem potem zbiral podatke, kljub temu, da sem recimo marsikaj že vedel. In zato vam zelo kratko nazorno povedal številke. Nekatere so zelo točne, druge so, ko bi lahko rekli, proporčne oziroma naslonjene na določene karakteristike, da lahko pridemo do tiste številke. Primorska. To je zdaj primerjava Primorska-Tržaška. Primorska šole 340, učenci. Sem našel dva podatka v dveh takih študijah, na katerim se lahko človek nasloni. In sicer ena piše 16.158 otrok, torej šolarjev, kar je neverjetna številka. In to je napisal Henrik Zdešar, ki je bil pokrajinski šolski nadzornik za vse šole na Primorskem. In kar je najbolj važno, je, da je bil šolski nadzornik, pokrajinski šolski nadzornik, torej najvišja strokovna šolska funkcija, od decembra 1943 do osvoboditve v maju 1945. Torej bil oseba, ki je to vse poznala, ni prišla vmes, potem nadomestila nekoga in tako naprej. In v enem drugem zborniku pa sem našel malo nižjo številko, 14.890. No? Torej, če rečemo 15.500 smo nekje tam. Učitelji in učiteljice in pomožno učno osebje 481. Tržaška. Šole. 33 oziroma 34. Zakaj? Jaz sem na naslovu napisal Partizanska šola na Tržaškem in sem zaobjel ozemlje bivše ukinjene Tržaške pokrajine. In če to vzamem, jih je šol 33. Če pa dodamo tedanjo Tržaško pokrajino, dobimo še eno šolo, in sicer Jamlje, ker so spadale pod občino Devinna Brežina. Torej 33 ali 34, zdaj to, ker ta številke ne igrajo bistvene vloge, ampak povejo realnost. Učenci, tukaj smo pa že na takih zadevah, ki je mene tudi presenetilo. Jaz sem tako po projekcijah, ker tukaj, kar se nas tiče, o primorskem partizanskem šolstvu so dokumenti, odloki, ki so pisali poročila in pošiljali v centralo in so ohranjeni v Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani. Kar se nas tiče, je tega gradiva dosti manj. Delno zato, ker niso hoteli pisati, da ne bi padli seznami v roke nemškemu okupatorju in drugim, ampak nekaj se je le ohranilo. Jaz sem napisal številko, tako sem rekel, po enem svojem izračunu ob raziskavi, 1350-1500 šolarov, kar je tudi zame neverjetna številka. Meni se zdi, da niti danes nimamo mi toliko šolarjev v slovenskih osnovnih šolah na Tržaškem. Učitelji, tudi tukaj, če štejemo 33 šol, sem napisal 28, če štejemo še Jamle 101, ker so bile tam 3 učiteljice. Poleg tega je treba tudi računati, da glede na Primorsko imajo naši kraji še eno drugo specifiko, in sicer, da poleg šole, ki je zadevala populacijo od 7. do 14. leta po tem jugoslovanskem modelu, so bili še tako imenovani večerni tečaji. Zato, da bi usposabljali mlade, predvsem v slovenščini, ima tudi v drugih vedah, ima predvsem je bil poudarek na slovenskem jeziku, ker ne smemo pozabiti, da to, vse, kar je bilo tukaj slišano, naši otroci v bistvu niso znali nobenega jezika, če govorimo konkretno. Doma so govorili narečje dostikrat, torej so obvladali narečje. Italijanščine, vemo, niso poznali. Kar so jim hoteli vsiliti v glavo v šolah, je bilo, smo že se slišali, ni treba se ponavljati, ni uspelo. Slovenščine pa niso znali. Niso znali zato, ker tudi njihove, oziroma naše slovenske družine niso poznale knjižno slovenščino, oziroma samo v nekaterih sredinah. In zato je bilo zanimivo
dati, da poleg teh virov, ki so bili na razpolago, torej objavljeni viri, arhivski viri, usporedno s to raziskavo smo, ker so tekle niz radijskih oddaj na deželnem sedežu Raj, z sodelavko Ljubljano Grilac, in to delo je opravila prav, to hvaležno in nehvaležno delo je opravila ona. Smo hoteli dobiti prvo učiteljice, a potem smo se zavedali, so bile žive samo še 3, danes niti tistih ni več, žal, ker pač leta naredijo svoje. Smo pa rekli, dajmo intervjuvati učence, ki imajo tudi svoje leta. Ma takrat, do danes smo jih dobili precej, tako da v bistvu za vsako šolo smo dobili enega ali 2 učenca. In tam pridejo, kljub temu, da se nekatere stvari ponavljajo, do izraza to, da so povedali, da so se tam prvi srečali s slovenščino, kar je bilo zame najbolj šokantno, da so nekateri fantje rekli, da to so bili edini 2 leti, ko so se učili slovensko in v slovenskem jeziku, ker potem se pomislimo, kaj mi govorijo. Ja, očitno te so zaključili ciklus obvezne šole, so šli na strokovne šole, ki pa so bile spet italijanske, in ta oseba, ta fant, je samo tisti 2 leti se učil v slovenščini. Kje so bile te šole? Govorim zdaj na Tržaškem. Torej teh 33. Tukaj je tudi še ena specifika sistema, ki ga je, oziroma navodil, ki jih je napisal France Belk kot prvo referent za prosveto, ker šole so spadale pod prosveto, oziroma potem kot predsednik Narodno-osvobodilnega sveta za Slovensko primorje. Tudi to je zanimivo poimenovanje. Za časa NOB-ja je bilo svojstveno. Dostikrat se najde izraz Slovensko primorje, Primorska Slovenija, in šele na 3. je Primorska, kot poznamo recimo danes. Torej, te šole so bile v Barkolah, Kontovelu, Briščki, Repnič, Zgonik, Šempolaj, Vižovlje, Sesljan, Medja vas, občine, Bane, Sveti Ivan v Trstu, Trepče, Bazovica, Boršt, Ricmanje, Boljunec, Prebenek, Mačkole, Mauhinje, Rocov, Devin, Gročana in Krvavi potok. To je tudi karakteristika, seveda takrat ni bilo mej. In so nekatere šole pač imele šolarje iz vasi, ki so danes v Italiji, oziroma vasi, ki so bile potem v Sloveniji. Gročana in Krvavi potok, Rovte, Križ, Samatorca, Salež, Gropada, Padriče, Dolina, Katinara, Lonjar, Nabrežina, Cov. Zdaj tukaj iz nekaterih imamo celo nekaj ohranjenih seznamov. Najbolj pridna je bila učiteljica iz Devina, Zorka Legiša, in je popisala, kar je. Pravim, so nekatere stvari res neverjetne. 71 šolarjev za Devin. Nabrežina glih tako 130 ljudi, Cov preko 100, Bazovica 80. Torej, če damo osnovo, to osnovo, da imamo povprečje in zračunamo, da je bilo čez 30 šol, pridemo na tisto številko, ki sem jo rekel, ker iz nekaterih ohranjenih poročil piše bolj pavšalno, bolj zaokroženo. Ja, je bilo 10 do 15 otrok, je bilo 20 do 25, je bilo 30 do 35, 40 do 50. Če vse to date skupaj, pomnožite krat 33, nekje se pride tista številka ven, ki sem jo povedal. In potem je še ena karakteristika. Zaradi posebnega značaja, ker v navodilih primorskega vodstva je bilo napisano, da se ta partizanska šola razvija na osvobojenem ozemlju. Na Tržaškem ni bilo osvobojenega ozemlja. Ali pa na ozemlju, ki ga kontrolirajo partizanske čete, torej da občasno je kontrola. Tudi tega ni bilo pri nas. Naša šola je nastajala med vasmi, med železnico, cesto, med Postojankami,
okupatorja, med mestom, ne, torej v bistvu tudi prostor je izredno kompakten, ampak je obstajala. In ker se je Bevk, ki je Primorc, je živel celo obdobje fašizma v Italiji, no, ne, on je bil prej v Ljubljani, ima se vrnil na Primorsko in ostal na Primorskem do konca potem, poznal zelo dobro situacijo. In zato je rekel, da poleg kratice partizanska šola eksistira tudi kratica PPŠ. Kaj pa pomeni ta PPŠ? Privatna partizanska šola. Torej on je kvalificiral tudi, da je to lahko šola, čeprav jo ima v rokah ena oseba, ki ponovadi je bila ali upokojena učiteljica ali pomožna učiteljica, ki je ali v kakšni opuščeni šolski stavbi ali pa celo na svojem domu imela otroke in imela z njimi zjutraj, popoldne, pa samo zjutraj, potem popoldne. Počasi zaključevati. Pouk. Ne? In to je privatna partizanska ali mala partizanska šola. In teh primerov je bilo na teh 33 kar nekaj, torej Barkolje, Kontovel, Svetivan, občine, Boljunec, Dolina in Dolina. Je zanimivo tukaj seveda večje vasi, torej občine so imele Postojanko, Dolina, tudi Boljunc tudi, in zato tam ni bilo manevrskega prostora niti malo, ampak je še čudež, da je nastala šola. Ne bom prebiral teh 98 ali 101 imen, čeprav so vsa zapisana. Bom pa omenil, da med temi je ena zelo značilna karakteristika, ki gre z imenom, skupaj z imenom duhovniki. Prej smo omenili verok, duhovniki. Jaz sem zapisal, ker sem našel v teh zapisih, spominih in pač arhivskih verih, 14 imen župnikov in kaplanov. 12 je Slovencev, 2 sta Hrvata. Nekateri so bili tisti, ki so poučevali verok in slovenščino, nekateri so bili tudi veliki somišljeniki Osvobodilne fronte in so bili tudi aktivisti, bi omenil 2, eden je bil Anton Piščanec z Katinare, ki je bil po vojni tudi podpredsednik Slovenske prosvetne zveze v Trstu in je šel na konferenco v Pariz kot član delegacije iz Julijske krajine, in drugi je bil Franc Malalan, župnik v Borsu, ki je ustanovil šolo bodisi v Borsu kot v Ricmanih. Potem, kar je zanimivo, ko sem rekel, da te večerni tečaji, ne? Tukaj so z teh večernih tečajev so se udeleževali mlade od 14. do 18. leta, so se imenovali večernike, v glavnem so bili zvečer, po domovih, in tukaj je značaj teh, ki so poučevali malo drugače od tiste, ki so bili na šoli, ne? Tam so bile upokojene učiteljice, učitelji, pomožno osebje, študentje, celo dijaki. Tukaj je pa dosti drugega kadra tudi, predvsem aktivističnega, ker so morali tudi predavati. Tako da jih je 26 za Trst in 26 za Tržaško okolico, tako da dobimo 100, recimo, če imamo 100 mm plus teh, torej v bistvu imamo tega učnega kadra 150, ne, torej, kar je še več, ne. Seveda v takem boju pride tudi do žrtev. V tem obdobju, glede na vse, kar se je dogajalo, glede na teritorij, racije, žrtve, ki so bile na vseh mogočih krajih, so 4 osebe padle kot učiteljice, kot učitelj. Torej so 3 dekleta in en moški. Dekleta so Mira Bandi, Ana Parovel, Zora Purger
moški je Alojz Kokorovac Goraz, po katerem je tudi poimenovana šola v Saležu. Še zaključek. Kaj? Še zaključek pa. Samo zaključek, sem vedel, da bom dolg, torej ne bom dosti povedal. Bom povedal pa eno ugotovitev. Torej, jaz napisal vodna ugotovitev, zdaj samo ugotovitev. Ne? To je zgodba o partizanski šoli v vojnem času, ki si jo je zamislila Osvobodilna fronta slovenskega naroda že leta 1942. To je zgodba o partizanski šoli na Primorskem, ki je nastala v jeseni leta 1943. To je zgodba o ponovni vzpostavitvi slovenske šole, potem ko je nasilno ukinil fašistični režim v Italiji v letu 1923, ko je bila odobrena šolska reforma, ki jo je sestavil minister Gentile. Slovenski otroci se niso smeli več učiti v svojem maternem jeziku. Po 20 letih je slovenska šola ponovno zaživela na Primorskem in Tržaškem po zaslugi narodno-osvobodilnega boja. In zdaj še dve dodatni misli, bolj v diskusijo, kot kar je bilo rečeno. In sicer, vedno rečemo, je prišla osvoboditev, padel fašizem, nacizem, konec druge vojne. In naši ljudje so začeli postavljati na noge vse, kar jim je bilo oduzeto. In seveda se govori o obnovitvi v letu 1945. In to tudi za šolo, oziroma za šolstvo. Kar pa ne drži. Torej, zdaj smo že rekli, zame drži trditev, da slovensko osnovno šolstvo je bilo obnovljeno jeseni leta 1943 s partizansko osnovno šolo. Drugo, mi slovenskega srednjega šolstva v Trstu nismo imeli kot Slovenci. Je bila samo trgovska srednja šola, ki je obstajala v letih pred prvo vojno, dokler je ni fašizem ukinil, to je bila 3-letna šola. Torej lahko rečemo, da niti ni bila šola. Je pa res, da je nastalo slovensko srednje šolstvo v Trstu in na Primorskem od leta 1945 dalje po zaslugi zavezniške vojaške uprave. In me se zdi, da to je eden izmed redkih, res koristnih in dobrih ukrepov, ki jih je zavzela zavezniška vojaška uprava do slovenske narodne manjšine pri nas. Torej lahko govorimo zaslugo partizanom in zaslugo zaveznikom, vsaj po mojem mnenju. Hvala lepa.